Ja, zdaj pa pride na vrsto ta zgled, ki ga, ja, bom jaz, nisem s sabo prinesel, bom narisal ga kar na tablo, prav? Takole. Ok, tale zgled pravi, da imamo, vsem bi eno stvar še prej razložil, pridem na ta zgled. Ta stvar, o kateri bi zdaj še spregovoril, je preboj. Bomo temu rekli električni preboj. Če se spomnite, sem že prej malo to omenjal, ko sem razložil, s kakšnimi razlogi lahko teče tok. Torej, električni preboj je nekaj, kar si mi ne želimo v večini primerov, ko se pogovarjamo o teh tehnologijah, ki jih imamo. Kajti to pomeni, da nam skozi nek izolant steče električni tok. To dvoje samo po sebi čutite, da ni pač ravno povezano, ker smo prej rekli, da izolant nam ne prevaja. Dajte čisten banalen primer si dajte predstavljati, recimo, da imamo dve kovinski telesi, bom čisto splošno narisal, pa si dajte predstavljati, da nam nek generator elektri to telo na tak način, da nam ves čas dovaja pluse in minuse na posamezno izmed teh dveh teles. In to, kar neprestano počne. To se pravi, kar se nam bo zgodilo je, da bomo imeli tukaj gor zelo, zelo veliko presežka pozitivnih nabojev, tukaj smo rekli veliko presežkov negativnih nabojev, ki se bodo tudi verjetno takole postavili, da bodo vizavi drug drugemu in da imamo tukaj med temi dvemi telesi potem skozi večje in večje polje. Se pravi, tele silnice tukaj vmes bodo se gostile, in v nekem trenutku bo tole električno polje doseglo tako veliko vrednost, da se bo zaradi te velike vrednosti zgodil ta efekt, ki sem ga gor navedel. Zdaj, vi ste tega efekta vajeni iz narave, mogoče eden izmed, bi rekel, precej osnovnih človekovih stikov z elektriko je bil ravno ta preboj, kjer vi veste, da se pač zračne mase elektrijo, ko potujejo in da zaradi tega se nakopiči ogromno naboja, potem pa lahko preskoči bodisi med zračnimi masami ali pa med zračnimi masami pa zemljo. Vi tudi poznate ta efekt, recimo, ko je zrak zelo suh, pa greste v nakupovalno središče, pa primete voziček, pa vas malo, bi rekel, pač v prstih zapeče, v konicah prstov, zato ker pač pride do statične elektritve vašega telesa, pa potem se razelektrite. In seveda te stvari, te preboji nam povzročajo razne motnje. Zdaj, lahko nam povzročajo motnje pri signalu, to je tisto, ko se pol sliši nekaj šumine, ali pa zašumine. Zdaj, prva stvar, ki bi jo jaz tukaj rad povedal, da dosežemo preboj, mora biti izpolnjen naslednji pogoj. Električno polje mora biti večje od neke mejne vrednosti. In ta mejna vrednost za preboj
ima svoje ime, reče se ji, kaj ćemo to napisati semle, prebojna trdnost. Tako, za en občutek, ne, prebojna trdnost zraka je 3 krat 10⁻⁶ volta na meter, ali pa, če hočete tako, v voltih na centimeter, pomeni, da rabimo 30 kilovoltov na centimeter. To je tisto, zaradi česa bomo lahko sprožili to prebojno iskro. Ne? Mi si bomo to zaradi česa. 10 na koliko? 10⁻⁶? 600. Aha. 3 krat 10⁻⁶ volta na meter. Mogoče samo par besed še o preboju, kaj nam povzroči. Mi imamo dva različna tipa. Bom tako napisal dve obliki preboja. Prvi tip je reverzibilen. To je to, kar naredi strela. Ko strela vžge, se čez nekaj sekund zrak premeša in situacija se povrne v prvotno stanje. Ne? To se pravi predvsem v tekočinah in plinih. Kapljevinah in plinih. Tisto, kar je za nas bolj zoprno, ne? Ko se vam pa zgodi, kadar vam strela v bližino hiše vžge, pa vam uniči vašo komunikacijsko napravo, recimo modem, ne? Je pa irreverzibilen. Bom pa napisal, ne? To je predvsem v trdnih snoveh. Tak primer je trajna poškodba običajno kakšnega polprevodnika v vezju. Ne? Zdaj, do neke mere si lahko pomagamo s prenapetostnimi zaščitami. Ali pa tudi temu rečejo prenapetostni odvodniki. Zdaj, seveda je vedno kompromis tega, kaj se splača. Ne? Veste, zdaj, če vi hočete kupiti modem, ki stane 30 do 40 evrov, prenapetostna zaščita za tak modem bi pa stala tudi 30 do 40 evrov, potem seveda običajno večina naprav teh prenapetostnih zaščit nima. Nekaj jih imajo običajno stavbe kot take, ne? To se pravi sistemske zaščite, ne? Ampak, saj veste, če se kdaj zgodi taka havarija, ponovadi menjamo pri pralnem stroju programator, pa pri vseh teh stvarih, ki so priključene na električno omrežje, ne? Ker je strošek zaščite večji od stroška naprave. Drug pristop, ki ga lahko uporabljate, je seveda, da zavarujete, ne tehnično, ampak ekonomsko zavarujete objekte za to, da vam potem povrnejo škodo. Ne? Se pravi, čista matematika. Dobro, zdaj pa, ko smo tole si pripravili, bi pa morda res šli na tisti zgled, ki sem ga imel v mislih, da ga predebatiramo. In sicer se bi pogovorili o tem dielektriku, pa o polju, pa o tem, kako upoštevati
ta dielektrik. Glejte, imamo dve plošči. To, kar smo si tudi na eksperimentu pogledali, pa med tema dvema ploščama napetost U 20 kV, plus minus sponka, zato tudi napetost, tako kot je označena, pa še razdalja, tukaj vmes je označena D. Ok, na začetku naj bo med tema dvema ploščama zrak, oziroma prazen prostor, smo prej rekli, faktor je približno enak. In takole imamo prvo vprašanje, pravi, da dajmo privzeti, da ima ta zrak tukaj vmes prebojno trdnost 2,1 kV na milimeter. Mogoče se bo kdo vprašal, zakaj ni to 3 kV na milimeter, tako kot sem prej trdil. Za zrak je tale vrednost zelo odvisna od vlažnosti zraka, od temperature zraka in tako naprej. Tako da tista vrednost, ki sem prej povedal 3 kV na milimeter, je ena orientacijska vrednost. Zdaj konkretno za to situacijo imamo tokle navedeno. Ok, in zdaj sprašuje, na kakšno razdaljo smemo postaviti te plošči, da pride do preboja. Ok? Dajmo si mogoče najprej ta primer preboja pogledati. Na videu sem ok. Preboj izolanta. S poskusom prikažemo električni preboj izolanta. Na oba pola influenčnega generatorja sta priključena elektroskopa. Z njima ugotavljamo naelektrenost polov generatorja. Z vrtenjem influenčnega generatorja dosežemo ločitev elektrin, zato se elektroskopa odklonita. Ko prenehamo z vrtenjem, se elektrina na polih počasi zmanjšuje zaradi odtekanja, ker izolator med poloma ni idealen, torej popolnoma brez prevodnih lastnosti. Z bolj intenzivnim vrtenjem influenčnega generatorja ustvarimo višjo napetost, zato se tudi elektroskopa bolj odklonita. Ko je električna polska jakost oziroma napetost med poloma generatorja zadosti velika, med njima preskoči iskra. Med poloma generatorja torej pride do preboja in razelektritve. Če nadaljujemo z vrtenjem generatorja, se elektrine še ločujejo in preboji se ponavljajo. Električno polsko jakost, pri kateri pride do preboja, imenujemo električna prebojna trdnost izolanta. V poskusu je prišlo do preboja v zraku. To se zgodi, ko električna polska jakost preseže 30 kV na centimeter. Ok, a ste videli za en feeling, kaj to je, ne? Pač tukaj nimamo plošč, tukaj sta bili dve taki kroglici. Mi bomo pa tole pač preračunali za to, kar mi imamo tule, da nam bo enostavneje, ne? Ok, jaz bi samo spomnil, da smo zadnjič zapisali zvezo, da je U enako E krat D, ne? In da bi zdaj lahko mi na podlagi znane napetosti U in znane tele mejne vrednosti na dokaj enostaven način preračunali tale količnik. To se pravi, imamo napetost, za katero vemo, da je 20 kV, vemo, da pride do preboja pri 2,1 kV na milimeter, se pravi, vse, kar moramo očitno narediti, moramo
podeliti te dve vrednosti med sabo. Tako da bi vas kar prosil za pomoč, dajte kakšen kalkulator, vzeti v roke. Zadnjič, moram priznati, da ste bili kar dejavni, nekateri tule v pogovornem okru, ki si ga moram zdaj odpreti. Nika je že napisala en predlog, ki se mi zdi, da je zelo blizu pravega odgovora. Bom prosil še ostale, če preverite. Drži, super, 9,5 mm, hvala lepa. Ok, zdaj to seveda za ogrevanje, dokaj enostavna zadeva, ne. Se pravi, če bomo šli pod teh 10 mm, nam bo prišlo do preboja, ne. Zdaj pa dajmo spregovoriti o tem dielektriku, ki smo ga prejle obravnavali. To se pravi, si znate predstavljati, da bi tukaj vmes ustavili en tak dielektrični material. Dajmo kar si zamisliti, da je ta dielektrični material nek dielektrični vložek, ki ima svojo debelino. In sicer piše, da je debelina tegale dielektričnega vložka DD, D dielektrika, in sicer bom tole zapisal kot drugič, da je D dielektrika 5 mm in pa da je epsilon relativni tega dielektrika enako 6. Ne, samo na eni strani. Ta razdalja, kar je kolegica vprašala, zaenkrat še vedno ostaja, a pa bom tako rekel, ta razdalja je pa D, je pa 60 mm. Pa dajmo še to zapisati. Skupna razdalja je 60 mm. In zdaj moramo mi določiti, kakšno je polje. Pa dajmo to označiti tukajle, v zraku. Zdaj to te vi bolj slabo videli, pa bi jaz tole oznako rajš ven napisal. To se pravi, polje v zraku, lahko tudi pač vektor, imamo samo absolutno vrednost, in pa tole drugo polje v dielektriku. Tole dvoje moramo mi določiti. Ok, to je tudi, bi rekel, najtežji razmislek, zato ker, da bi te dve stvari določili, rabimo dve enačbi. Glejte, prva enačba je taka, da pravi E v zraku krat debelina zraka. To je tale del. By the way, ta debelina zraka, bom kar zapisal, je 60 minus 5 mm. A ne? Če vemo, da je skupaj 60, pa da je ta dielektrik 5, je to 60 minus 5. Okay. Plus E dielektrika krat debelina dielektrika je napetost U. Se pravi, tole tudi poznamo, D dielektrika je 5 mm, U tudi poznamo, da je 20 kV, neznanki imamo eno in drugo polje. Pa rabimo še eno enačbo.
Ta druga enačba je pa sestavni del tegale, ki pravi, da je epsilon nič krat E zraka. To smo prej imeli napisano, če se spomnite, sem rekel, da za zrak je ta faktor dielektričnosti 1, ga niti ne bom pisal, in to je enako epsilon relativni, za katerega sem zapisal, da je 6, krat epsilon nič krat E dielektrika. Se pravi, tale del je pa druga enačba. Tale del je pa druga enačba, še celo tale epsilon nič bomo pokrajšali. In pol jaz mislim, da je najbolj preprosto, ko sem to pokrajšal, da tole ustavimo kar sem noter. Ok? Se pravi, če vam še malo pomagam, da boste lažje, lahko, če tole noter ustavim, bi tle prišlo takole, ED bom izpostavil krat oklepaj. Od tega mi ostane epsilon relativni krat D zraka plus od tega mi pa ostane 1, to nam niti pisal, krat D dielektrika je enako U. Evo. A boste lahko to zdaj s kalkulatorjem rešili in izračunali, koliko je ED, polje v dielektriku. Ko bomo enkrat to polje v dielektriku imeli, pol ni noben problem to polje sem not ustaviti, pa bomo še v zraku tudi zračunali. Tako da, tale del, ker imamo dve enačbi pa dve neznanki, je v bistvu še najbolj zapletena zadeva. Ok, čakam na rezultate. Če sam malo pomagam, tale epsilon relativni smo rekli, da je 6. D zraka smo rekli, da je 55 mm. D dielektrika smo rekli, da je 5 mm in U smo rekli, da je 20 kV. In vse, kar moramo zdaj tole zdeliti med sabo. Nejc mečken malo se mi zdi. A ja, na milimeter. Ok. Kaj pa, če daste na meter? Ja. Nejc je napisal, ne vem pa sicer pravega rezultata, pravi, da ima 60 kV na meter. Kot en predlog. Pa čakam še na koga, da bo zračunal. Da preverimo. Zdaj imamo v hipu 3 odgovore pa 3 rezultate. Kar je čudno, no, za tako preprost račun.
Ja, jaz sem dobil tudi enak rezultat. Patrik, pa Nika, 60 kV na meter. Torej, tole se precej dobro ujema s tem, kar nam je napisal Nejc. Super, hvala vsem. Pri Petru sem pa spregledal, Peter je pa v bistvu tudi že izračunal za zrak, tako da fino, zelo dober. Torej, zraka, če to noter ustavimo, pride pa 358, nam je Peter povedal, kilovoltov na meter. Evo. To smo rešili. To smo rešili zdaj, drugo točko. Zračunali smo, koliko je polje vmes. Mi imamo pri eni laboratorijski vaji, ki se jo ne bomo letos zaradi korone lotili, ker imamo to laboratorijsko vajo manj, ampak sem vam videl objavo na spletu, si lahko pogledate, predstavljen princip delovanja elektrostatičnega mikrofona, mogoče bomo potem pogledali, kjer v bistvu izkoriščamo ta dielektrik pri dielektričnem mikrofonu. Spreminja se namreč zaradi vibracij, se tukaj spreminja kapacitivnost tega mikrofona in to izkoriščamo zato, da implementiramo takšne mikrofone. To se pravi, o kapacitivnosti bomo še nekaj govorili, bomo mogoče še takrat, pa tudi pogledal bom video, če ga bom dosti hitro najdel, ga bomo potem prihodno uro mogoče pogledali. Ok, zdaj pa naslednjo vprašanje pa je, ok, zdaj imamo tele vrednosti, ki so tukaj napisane in se sprašujemo, pri kakšni razdalji, če bi zdaj tole premikali, bi pa zdaj prišlo do preboja. Ok? Se pravi, kot prvo se moramo vprašati, o čem se zdaj pogovarjamo in mi se pogovarjamo o temle. Ok? Večja vrednost je tukaj in do preboja bi prišlo v zraku. Zdaj v našem primeru je 358 kV na meter, kar je precej manj kot teh 2100, se to lahko napišem, kot 2100 voltov na meter. Kilovoltov na meter, pardon. Kar pomeni, da smo še daleč stran od tega, da bi prebili. Lahko pa mi to tudi zračunamo. Se pravi, če rečemo takole, da vzamemo, da pride do preboja, potem bi, če dovolite, kar v tejle enačbi tole naredili, se pravi, tretja točka, bom kar tukaj pisal, bi rekel prebojna krat, bom temu rekel, d zraka črtica, tole iščemo. To je naša neznanka. Ok? To je naša neznanka. Plus, za dielektrik bi predlagal, da noter ustavimo kar tole zvezo, ki pravi, da vzememo vrednost, kolikor je v zraku, to smo pa rekli, da je to kar prebojna trdnost. Deljeno z epsilon relativni, krat tale debelina. Dielektrika, ta pa vemo, da je 5 mm. Torej, mogoče sam toliko poudarim, ne se vam je jasno, če se jaz to ploščo premikam, je valjda ta dielektrik vas čas enak. Se je to neka trdnost. In da tole spravimo skupaj, je to 20 kV. Ok? Iz tega ven, dajmo kar ustaviti noter, tole smo rekli 2,1 kV na milimeter, pa ste na enote. Edin, ta tudi 2,1 kV na milimeter, da je to vse v milimetrih, recimo noter. Tole je 6, tole je 5 mm, pardon, tole sem pa že kar napisal,
da je 20 kV, v redu. In tole, kar iščemo, je tale razdalja. A smo v stanju tole zdaj v miru zračunati? Ko boste ta del na to stran nesli, morate z minusom tole, pa pol s tem podeliti. 8,7 mm je nec naračunal. Aha, Peter tudi. Super. Vas moram pohvaliti, no? Mislim, da je to pravi rezultat, no, ne bom dal roke v ogenj, ampak videti je tako. Zdaj odgovor na vprašanje bi bilo, da do preboja pride pri 13,7 mm. Zakaj? Zato, ker je treba še tiste 5 mm od tegale prišteti zraven. 8,7 je zraka, plus 5 mm je tehle fiksnih milimetrov dielektrika. Tole dvoje moramo skupaj sešteti v 13,7 mm, da si predstavljate. Ok, še eno vprašanje imamo, da ne bom, zdaj imam že precej polno tablo, da ne bom šel posebej pisati, bomo eno stvar pobrisali, ki vi več ne rabite, potem bomo pa naslednjo uro še kaj nadaljevali v zvezi s tem. In sicer to vprašanje je, kakšna je napetost na dielektričnem vložku in kakšna na zračnem sloju. Glejte, to je pa vprašanje, nas pa tole sprašuje. Koliko je od tehle 20 kV, koliko je napetosti tukaj gor, pa temu bomo rekli v zraka, in koliko je napetosti tukajle v dielektrika. To sta zdaj dve. In gledajte, jaz sem to kar tule označil, zdaj edin, kar je, bom malo pobrisal, ampak vse vi tele vrednosti bomo malo še pustili. No? Gledajte, to sta pravzaprav kar tale dva zmnožka. Tole je v zraka in tole tukajle je v dielektrika. Takole bomo najhitreje prišli do tega rezultata, da lahko. Ok, in tole smo zračunali, ste rekli, da je 358 kV, pa to razdaljo poznamo. Zdaj moram sam prečitati, katere vrednosti moramo vzeti. Ok. To se nanaša na tole vprašanje. To se pravi, D zraka, bomo rekli, je 8,7 mm, pa E zraka bomo rekli, da je 2,1 kV na milimeter. Tale smo pa rekli, da je 2,1 kV
na milimeter, pa prosim ne pozabiti, da moramo to deliti še 6. To je, smo prej rekli, tale prebojna deljeno 6 in tale razdalja je 5 milimetrov. Ok, se pravi, vi morate tole zmnožiti, da dobimo v zraka in pa tole zmnožiti, da dobimo v dielektrika. Obe skupaj bi pa mogli biti 20 kV. Bo šlo? A skupaj to pride? Dobro, to je samo napaka za okrožanje. Koliko ste tole dobila? Rabimo posebej to. Ja, samo to pa samo to. To je vprašanje. Zdaj skupna, da je 20, pa ja, to pa vemo. Ja, ok, kar, v miru. Škoda, ker šlo že mimo. Da vidim, če je že kdo napisal rezultat. Aha, Peter, Patrik, bravo, super, nec isto. 18,27 mi pravi, da je tole. Če ste zato bi mečkaj nižji napisal, da bom dovolj prostora. V zraka je 18,27 kilovolta, v redu, in ja, v dielektrika je 1,75 kilovolta. In zdaj, če bi pač te dve, verjetno lahko malo tle zaokrožen, da bo 18,25 pa 1,75, ne, vidite, da se tole dvoje sešteje teh 20 kilovoltov. Ok, toliko sta padca napetosti na teh dveh elementih. Ok, tule se bomo zdaj ustavili.